Slovensko podjetje Juvi je bilo spočetka znano samo po svojih stojlih Juvi Chair, a od takrat so se plodno razširili tudi na druga področja. Med drugim so svojo kreativnost pokazali tudi na trgu računalniške periferije in se tam dodobra zasidrili, tako da je počasi napočil čas, ko je eksperimentiranja s povsem novimi izdelki konec in je nastopilo obdobje izpopolnjevanja že obstoječih produktov. Prva na tem področju je postala miška Juvi Envy, ki je v originalni verziji nastopila zdaj že dobri 2 leti nazaj. Zdaj pa je pred nami osvežitev v podobi Envy V2. Nova miška vas bo pričakala v enostavni embalaži, ki k sreči ne skriva izdelkov v neki zoprni zapakirani plastiki, ki te že takoj ob razpakiranju privede na rob obupa. Namesto tega najdemo Envy V2 znotraj škatlice in jo samo preprosto vzamemo iz nje, jo priklopimo na PC in zabava se lahko začne. Kakšnih dodatnih okraskov tule ne boste našli, so pa priložena kratka navodila, ki so za povrh spisana tudi v našem domačem jeziku. Sama oblika miške je napram predhodniku povsem spremenjena. Envy V2 s svojimi 100 grami teže spada v rang srednje lahkih mišk. Same dimenzije pa zadevajo zlato sredino za uporabnike, ki imajo manjše dlani, dobro pa se bodo gor znašli tudi večji gorotasi. Dobra novica je tudi to, da ima Envy V2 enakomerno obliko, tako da lahko po njej posežete tako desničarji kot tudi levičarji. V primerjavi s predhodnikom je tudi spremenjen dizajn. V2 ima bolj gladko obliko, ki se nahaja na vseh straneh miške in tesna oblika na sebi ne nosi kakšnih zarez, kamor bi se lahko ob vročih dneh ujela kakšna tekočina ali pa drobci prahu. Od prvega Envyja je podjetje Juvi tudi zamenjalo svoj logotip, tako da boste na zadnji strani ugledali novega, ki ima malce tanjše linije, te pa prav tako razsvetljuje RGB osvetlitev. Lučke so seveda tudi tukaj, tako da nad miško ne bo vihal nosu noben pravoveren igričar. Kljub temu pa Envy V2 nosi malce bolj umirjeno linijo in tako cilja na igralce kot tudi na tiste, ki bi radi v pisarni držali kvalitetno izdelanega drsalca. RGB osvetlitev lahko nadzorujemo preko gumba na spodnji strani miške, na voljo pa je 10 načinov razsvetljave, te pa lahko tudi povsem izklopimo. Spremenjeni so bili tudi sami gumbi. Teh je zdaj 7 in med njimi najdemo gumb za desni in levi klik, pritisljivo kolesce, 2 stranska gumba na levi strani in 2 gumba na vrhu miške, ki nadzorujete DPI občutljivost. Ta pa v razponu sega od 400 do 12.000. Število gumbov je v primerjavi s predhodnikom ostalo nespremenjeno, a pod površjem se vseeno skrivajo spremembe. Miškina klika zdaj nista več ločena od ostalega dela miške in gumba za nastavljanje DPI-ja sta zdaj pošteno izgubila na širini. Za operacije zdaj skrbijo karih stikala, ki imajo še nekoliko daljšo življenjsko dobo od Omron stikal in na vsakem gumbu boste tako lahko izvedli 80 milijonov pritiskov. Klikanje po gumbih da zadovoljujoč povratni učinek, čeprav bi si sam želel, da miškina gumba za klik ne bi ponujala tako velike površine pritiska. Envy V2 se je drugače med mojim testiranjem dobro obnesel in med običajnim delom nisem naletel na nobene zamike ali pa kakšnega preobčutljivega laserja, ki bi ponorel ob vsaki smetki. To v moji domači pisarni ni lahko pravilo, saj živim z 2 mačkonoma, ki svoje dlake velikokrat pustita tudi na moji mizi, a kljub kakšni dlaki Envy V2 ni protestiral in je deloval brez zapletov. Miško sem preizkusil tudi v igrah in tudi na tem področju kakšnih resnejših pripomb nimam. Med igranjem Dooma Eternal, kjer je pomemben še tako neznaten premik, sem čefare demonov odstranjeval, kot bi mignil. Dodatni gumbi pa so prav prišli tudi pri hitrem menjavanju orožij. Miška se je dobro odrezala tudi pri večigralskih obračunih in če imate radi spletno obračun v Counter-Strikeu in bi radi pod roko držali udobno cenjeno miško, potem je morda Juvi Envy V2 za vas pravi odgovor. Pri izdelku sem pogrešal edino programsko opremo, ki je tokrat preprosto ni. Miško enostavno priklopimo v USB vhod in začnemo z uporabo, DPI in RGB nastavitve pa nato prilagajamo preko fizičnih gumbov na sami miški. Juvi Envy V2 je tako v primerjavi s predhodnikom drugačna miška, ki stavi na bolj ravne in čiste linije z bolj izpopolnjenimi stikali in večjo lahkostjo. Proizvodni proces je bil tako dovolj optimiziran, da je padla tudi cena in Envy V2 si lahko v košarico prenesete že za vsega 44 evrov, kar je za takšen izdelek vsekakor odlična cena. Na koncu imamo pred sabo res dobro miško, ki dostavi vse tisto, kar od Mišona v 2022 tudi pričakujemo.
pričakujemo in res nas zanima, ali bo Juvi v tem letu na trg poslal še kakšno prenovljeno verzijo izdelka iz svojega popularnega kataloga PC periferije. Vsekakor pa držimo pesti, da nam bo Juvi dostavil tudi kaj brezžičnega. To je bilo za ta posnetek vse, hvala za ogled in če vam je všeč, se seveda naročite na kanal, vidimo se pa v naslednjem opisu kakšne res zanimive periferije. Se vidimo!